Dr. Bojan Tičar, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kaj je ključni poudarek vašega predmeta pravni sistemi in razumevanje prava? Ja, zdaj, glede na to, da je to magistrski študij forenzične preiskave v financah in računovodstvu, je ta predmet pravnih vidikov nekako povezovalni predmet, ki povezuje vse tri področja. Področje financ, področje računovodstva in področje prava. V bistvu bo šlo za to, da bomo te pojme, ki se obravnavajo pri drugih predmetih, kot so v bistvu izkazi stanja, uspeha, se pravi denarnih tokov in tako naprej, poskusili pravno opredeliti, tako da bodo študenti in na koncu diplomanti, magistri razumeli tudi praktično te pojme, tudi pri sami praktični uporabi, ko bodo dnevno delali na teh svojih stvarih računovodstva in financah. Zdaj, ključni poudarek bi bil predvsem, da se obravnava najprej pravni sistem kot sistem, da se razloži, kaj sploh pravo je kot sistem normativnega urejanja odnosov v družbi, vendar bo tega pravoznanstva relativno malo, ker predpostavljamo, da študenti, ki pridejo študirati, že imajo neko vsaj minimalno predznanje, tudi če niso pravniki, tudi če so ekonomisti ali pa iz drugih smeri. Tako da bomo bolj nadgrajevali v bistvu ta vprašanja, ki se tičejo ožjega področja študija, se pravi forenzičnih preiskav in pa financ. To pomeni, da bomo najprej definirali pravo in potem samo pravno razmerje. Pri pravnem razmerju bomo dali poudarek na dveh elementih tega pravnega razmerja. Eno je na samih subjektih pravnega razmerja in drugo na objektih pravnega razmerja, kar so pravice in obveznosti, ki jih ureja pravo. Pri subjektih bomo natančno definirali pravni položaj pravnih oseb, ki jih je cela vrsta v Sloveniji, niso samo gospodarske družbe, so tudi javni zavodi, so tudi društva, so tudi asociativne pravne osebe, se pravi tudi sindikati, politične stranke, vse to so pravne osebe, do same države. Pogledali bomo z finančno-računovodskega vidika in pravnega vidika, v bistvu, kako te pravne osebe funkcionirajo, in ločili bomo pravne osebe striktno od fizičnih oseb, to so pa ljudje, ki upravljajo gospodarsko dejavnost, so v bistvu samo samostojni podjetniki. S temi se ne bomo toliko ukvarjali kot s pravnimi osebami. Drugi del pravnega razmerja bodo pa v bistvu pravice, in predvsem pravice, ki izvirajo iz finančno-pravnih razmerij in imajo včasih zelo abstraktno formo, tako da en del tega predmeta bo namenjen tudi vsaj osnovi prava vrednostnih papirjev, spravi vse tisto, kar sodi v izkaz stanja, kar bodo pokrili kolegi, ki bodo predavali računovodstvo in finance, se pravi tisto, kar je v aktivi, kjer ima pravna oseba pravice, bomo tudi pravno opredelili. Se pravi, opredelili bomo osnovne stvarne pravice, predvsem lastninsko pravico, opredelili bomo potem druge absolutne pravice, se pravi tiste pravice, ki imajo poseben značaj, ki bomo jasno na predavanjih razdelali, se pravi pravice intelektualne lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, zaščitena porekla proizvodov, in potem v nadaljevanju tudi vrednostne papirje, se pravi, ko dobijo te pravice neko abstraktno formo, postanejo vrednostni papirji. Te vrednostne papirje bomo povezali z bilanco, povezali bomo delnice z kapitalom delniške družbe, opredelili, kaj pomenijo lastniški vrednostni papirji, kaj pomenijo v bistvu korporacijska upravičenja, finančna upravičenja, likvidacijska upravičenja, ki jih imajo delničarji pri delnicah. Ločili bomo delnice od obveznic in potem tudi opredelili nekatere stvarno-pravne vrednostne papirje, ločili vrednostne papirje od izkaznih znakov. To je v bistvu vsa ta vsebina, ki jo dejansko vsak strokovnjak, ki bo obravnaval področje računovodske forenzike, mora tudi nekako pravno poznati. Tako da to bo v bistvu ta poslovna vsebina. Seveda bomo pa povedali tudi nekaj o sami državi, v državni ureditvi, o ustavnem sistemu, o hierarhiji pravnih aktov, o razlagi prava, vrstah razlag, se pravi neke osnove pravoznanstva na magistrskem nivoju bodo študenti tudi dobili. Kakšne bodo po vašem mnenju konkurenčne prednosti študenta po zaključku magistrskega programa forenzične preiskave v financah in računovodstvu? Jaz mislim, da je ta študij nekaj unikatnega, ker povezuje v bistvu tri stvari. Povezuje kriminalistiko,
oziroma kriminalistični preiskovalni vidik, povezuje ekonomijo in to ekonomiko, računovodstvo, finance na mikronivoju in povezuje pravo, predvsem pa poslovno pravo. Tako da ti magistranti, ti, ki bodo končali ta študij, bodo dejansko strokovnjaki, ki bodo imeli nekako širši pogled v vso to področje malverzacij, ki se ustvarjajo na finančno-računovodskem področju, se bodo poznali tako računovodstvo kot kriminalistične preiskave, kot tudi osnovne pravne zadeve in bodo na ta način imeli komparativno prednost napram tistim, ki so samo strogo specializirani na samo določeno področje. Zato jaz mislim, da je to kompetenčna prednost magistrantov in da je ta študij res nekaj dobrega in novega. Nekaj, kar je v Evropi redkega, pri sami pripravi elaborata računovodske forenzike na magistrskem nivoju smo pregledali, tudi sam sem sodeloval, kako se to primerjalno izvaja v drugih državah. V Evropi je relativno malo tega, kot rečeno, je pa v Ameriki to, mislim, da četrto najbolj povpraševano področje, poklicno področje strokovnjakov, se pravi, v Ameriki je zadeva zelo razvita in zakaj tam, zakaj ne tudi, se pravi, tudi tukaj je to velika možnost in priložnost, da se razvije en cel nov poklic na tem področju, ki bo v bistvu nudil tako tistim, ki to področje rabijo, kot tudi samim izvajalcem, se pravi, prihodnim magistrom, veliko možnosti za delo. Dr. Bojan Tičar, hvala za vaše pojasnila. Hvala vam.